Svež zrak, veter v laseh, sprostitev. To je to! Jaz se najraje vozim s kolesom. V Sloveniji na leto prodamo kar med 60 in 70 tisoč koles. V času korone pa se je ta številka še povečala in število prodanih koles je primerljivo s številom prodanih avtomobilov. Podatki kažejo, da s kolesom vsakodnevno opravimo 4,5% vseh poti. In ta odstotek raste. Največ kolesarimo v prestolnici, kar okoli 15%, ostala mesta zgledno sledijo. Čeprav je delež vzpodbuden, nam do magičnih 60%, s katerimi se lahko pohvalijo recimo nekatera nizozemska mesta, še nekaj malega manjka. Strategija prometa v EU predvideva velike investicije v izgradnjo kolesarske infrastrukture v naslednjih 10 letih. Nekaj pozitivnih premikov smo lahko v zadnjih letih videli tudi v Sloveniji. Od sistemov izposoje javnih koles za najem, do varnih parkirišč za kolesa, vse to, da lahko pridemo hitreje kamorkoli s kolesom. Končno se lahko brezskrbno vsak dan s kolesom odpravim v službo, po nakupih, po tamavga v vrtec ali pa na basket. Mesta so prostor urbanega kolesarstva in so vzpostavila tako infrastrukturo, kolesarsko infrastrukturo, da lahko varno kolesarimo vsi. Mladi, stari ali pa otroci. Šef. Halo, šef. Ja, pridem takoj. S kolesom si najhitreje po mestu. Vsekakor je bil pač kolo do recimo 50-60 let 20. stoletja neko primarno prevozno sredstvo znotraj naselja. Tem pa smo pač mi podredili pravzaprav za prihodom avtomobila in množičnostjo avtomobila prilagajati infrastrukturo. V zadnjem času se spet malce vrača trend. Moram pa reči, da mi nismo še toliko na stopni pravzaprav nizozemske, kjer je pač kolo popolnoma enakovredno prevozno sredstvo avtomobilom, sploh znotraj mest. Tako da se predvideva, da se bo kolesarstvo v Sloveniji vložilo recimo preko 300 milijonov evrov, tako da se bo zgradilo tudi nekaj precej državnega kolesarskega omrežja, preko nekih 400 km se ocenjuje, tudi znotraj mest imamo tudi nekih 50 projektov, vzpostavljajo se sistemi javne izposoje koles. Menim, da je to pač še velik potencial za napredek, za integracijo, z javnim potniškim prometom. Kolo, vlak, kolo zna biti tudi skoraj da časovna konkurenca avtomobilu. Načrtovanje infrastrukture je pa jasno. Pri politikah in odločevalcih, ki jih sprejemajo, mora biti dovolj zrela odločitev, da bojo začeli ta prostor deliti enakovredno, enakopravno, umirjati promet, ključno je zmanjševanje površin, ki jih namenimo hitremu pretočnemu avtomobilskemu prometu. Ena izmed dobrih praks je kolopark v Spodnji Šiški, kjer je bilo včasih parkirišče, danes pa je namenjeno predvsem izkazovanju kolesarskih spretnosti. Imbus. Ni imbusa. Ej, banda, imate kakšen imbus 6? Šišnik rešuje dan. Kdo pa? Koliko cifra rabiš? 6. 4, 6, 8, se veš, kaj te nosim. Grejo 2 kroga, kdo je hitrejši? Ja, za 5. Thanks, ajde, se vidimo. Jo. Kaj je loser? Dobro sem te zmatral. Ja, zmatral me pa. Zdaj sem še eno pico naročil, lačen sem rad. Kdo se je spomnil tale kolopark? Jaz. Prav ti? Ja, jaz sem nekako prišel tako na idejo s potom totom.
Kaj je bil parking, tak divji? To se pa spomnim, ja. Pesek je bilo. Ja, šodr. V glavnem, to je od ideje do izvedbe bilo točno 1 leto. Kdo je pa plačal pol to? Mesto Ljubljana. Mesto Ljubljana je speljalo, naša arhitektka jim je plasirala, čez 1 leto je bila otvoritev, že režemo, že župan. In je pol bilo skozi polhan, ali kako je? Skozi je polno. Zjutraj so te, ki so Poganjavčki, ki niso, pa so te po šoli, pa zmer starejši, pa že, ko grejo vsi ti spat, so pa kaj tle tudi tako malo pohengajo, kakšni. Skozi delano, tudi razsvetljavamo zvečer. Tako ful bolj zdravo in lepo je, no. Boljš mi je kot una pleh na unmu plesku. Ti si oče slovenskih pump trackov na nek način. Ja, en botar, no, ki pravi, da ni bil prvi, ne. Botar, ne, Žiga Coj sem. Žiga Kolopark. Žiga Kolopark. Možljo. Ste videli naročila pico, a ne? Ja, to je pa hiter. A si ti s Pogačarjem slučajno pa Rogu treniral? Ne, jaz sem z Rogličem skakal v Planici. Okej, odlično. Pa račun. To bo pa kar Feder plačal, ker je zgubil. Kaj meni napiš tam. Okej, prav, zmenjeno. Dober tek, adios. Hvala lepa, čau. Evo, Klerman za davčno. In dober tek. Pred leti smo opazili, da pred šolo narašča avtomobilski promet in smo razmišljali o možnih ukrepih. Na Mestni občini Ljubljana smo predlagali načrt, in sicer, da se ukine nekaj avtomobilskih parkirnih mest, namesto tega pa se postavi kolesarska stojala. Varnost je za vsako šolo v centru seveda velik problem. K sreči je mestna občina tudi umirila promet okrog šole in je 30 km/h, tako da tudi to je v veliko pomoč. Več je kolesarskih stojal, več je kolesarjev, več je avtomobilskih parkirnih mest, več je avtomobilov. Število koles in skirojev pred šolo dokazuje, da se je precej povečalo število otrok, ki pridejo torej samostojnim prevozom. Predvsem število skirojev v zadnjem času narašča. Tako da bi rekel, da je res pravi boom povzročila ena majhna prenova konec koncev. To pove, kako pomembno je vlagati v to infrastrukturo in kako pomembno je ustavljati avtomobile. Slovenci smo odlični kolesarji. Kolo največkrat uporabljamo za rekreacijo. Skoraj 5% vseh poti pa upravimo za pot v službo ali v šolo. Najboljši način, kako pridobimo še več navdušenih kolesarjev, je, da začnemo kolesariti že kot otroci. Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevoz. Prve kolesarske spretnosti si pridobijo otroci že pri 4 ali 5 letih, samostojno pa se lahko vključijo v promet, ko opravijo kolesarski izpit. Prav spomnim se, kako sem bil ponosen, ko sem sam naredil kolesarski izpit. Noben me ni mogel dohiteti, toliko sem bil navdušen, da sem ga imel skozi s sabo. Danska je vzor kolesarjenja, saj ima Kopenhagen več kot 40% dnevnih kolesarjev in ti kolesarijo tudi pozimi. Kako jim to uspeva, sem povprašal ambasadorko kolesarjenja na Danskem. As a Dane, we learn to walk and then our parents teach us how to ride a bicycle. I've always biked to school, I always biked to my friends. It gave me, that feeling of independence. It took me everywhere and I didn't depend on my parents. And I think that's one of the very good reasons why parents should help their children learn how to ride a bicycle and learn how to navigate in traffic. And it teaches children that you don't need a car to go from A to B. In Denmark, it's not
your identity to be a cyclist. You don't have to vote for a specific political party. It's not a statement. You don't have to be especially green. I think it's linked to the fact that we have kept on cycling. We just didn't stop in Denmark and the Netherlands to the same extent that other societies did after World War II, and kind of the cars became the center of our city planning. A lot of research has shown that people who bike regularly actually also are happier, but also report sleeping better at night, just feel better, because that bike trip from work, people talk about how you kind of have this mental cleaning on your way home. You don't have that in the same way commuting home from work by car, because being in a car in a city can be very stressful. I dress for the destination, not the ride, so I bike in heels, I bike in dresses and skirts. Biking in heels is just so much easier than walking in them, so it's just so simple. Prav posebna kolesarka je gospa Milena, ki na delo kolesari, pazi to, iz Kranja do Ljubljane. Me prav zanima, če se tudi ona vozi s petkami. Že kot študent sem se vozila sicer iz Ižmar v Ljubljano na predavanja praktično vsak dan. In potem, kasneje z družino smo se preselili v Kranj, in ko sem se zaposlila v Ljubljani, sem poskusila, če gre tudi iz Kranja v Ljubljano, in je šlo. Ta komplementarni ukrep, da se imamo možnost v službi stuširati, če prikolesarimo ali pritečemo, to je sigurno velika dodana vrednost, ki jo kar pridno koristimo. Prideš, greš pod tuš, se oblečeš v civil in oddelaš. In potem imaš nazaj drugi komplet, rekla, športne garderobe za domov, in se spet popoldne preoblečeš v ta športni del in odideš domov. Skratka, nekaj potem pelješ s sabo, tako kot tudi jaz danes, brisača, in to je z mano v nahrbtniku. Krilo je ostalo v omari v službi, tako da. In to je vsa umetnost. Dejansko je Slovenija, bom rekla, primerna in potencial, bi lahko dejansko se lahko računali na spremembe potovalnih navad, načinov, tako v prid, bom rekla, te aktivni mobilnosti. Kako je dobro na malco hoditi, zdaj pa še malo po mestu, in to s kolesom. Pripeljal se bom naravnost do mestnega trga, kjer sem zmenjen s podžupanom gospodom Koželjem, da mi malce več pove o sistemu izposoje javnih koles Bicikel. Olega. Pozdravljeni, gospod Koželj. Dobar dan. Moram vam takoj na začetku povedati, da sem noro navdušen nad biciklom. Recimo sam opazam, da se veliko ljudi vozi z biciklom, da se stalno nekaj dogaja. Kaj pa številke pravijo? Da številke pravijo, da smo pač eno od najuspešnejših mest. Predvsem zato, ker se v bistvu kolo vsak dan uporablja 7 do 8 krat. 7 do 8 krat vsako kolo? Eno kolo. In to je pomembno. Kako učinkovit je ta sistem v uporabi. Ne koliko je velik, koliko je razsežen, koliko je obsežen, ampak kako on živi in kako se razvija. To je karta pač bicikla sistema, ki kaže, da je v bistvu razporejen po celem mestu enakovredno, tam, kjer je na razpolago infrastruktura. Recimo na Dolenjski cesti sicer so že postaje, ampak jih je premalo, ker nameravamo predvsem ob Dolenjski cesti še omogočati kolesarske steze ob vpadnici.
Najpomembnejši korak je bil, ko smo končali na prestopnih postajah, ne, kjer ti parkiraš, ne, in seveda prestopiš potem na mestno kolo in se odpelješ v mesto. Se pravi, ali z avtom, da prideš do tam, ali pa busom? Ali pa z vlakom, tudi z vlakom že. No. Imamo že tudi neka nova postajališča, eno, no, tudi na Park and Ride in seveda tudi ta menjava, bi rekel, prometnega sredstva zelo obnese. Medtem ko nam ostane predvsem najpomembnejša naloga, to je že speljane kolesarske steze, ne, povezati med sabo v povezano omrežje. Ne. Kamnik, Domžale, Trzin in tako Ljubljana, ne, tukaj, to je neko somestje pravzaprav že nastalo, Škofljica, Grosuplje in potem seveda nadaljevali še proti Vrhniki in drugih občinah. Ne. In ta naloga nas čaka, ne, kako povezati naselja okoli Ljubljane in občine ljubljanske med sabo, ne, v en tak sozvočen sistem, v neko omrežje, kot rečeno, varnih, ne, med seboj povezanih, udobnih, ne, kolesarskih stez. Štajerci to že zdavnaj vedo, ker imajo kolesce. Sistem izposoje javnih koles na voljo v Celju, Laškem, Žalcu, Polzeli, Zrečah, Slovenskih Konjicah in Štorah. Ma ta sistem je zakon. To, da lahko kolo najameš v katerikoli občini in ga odložiš v drugi občini, ki ima ta sistem, je to dodatna prednost. In ljudje tudi vidimo po teh najemih, da dejansko migrirajo dnevno, tule zelo na lokaciji Celje Žalec, se kar vozijo dnevno na delo, pa tudi popoldan, no, vidimo. Glede na to, da je ta sistem namenjen dnevnim vožnjam, ni to namenjeno čisto rekreaciji, zato je fajn, da je to kolo čim bolj udobno in lahkotno za kolesarjenje, zato smo vsaj polovico koles izbrali električnih in se izkazali za res učinkovito, ker 2/3 koles najemajo električnih, ostalo pa navadne. Veliko tistih, ki so imeli prej svoja kolesa, nas pokličejo pa rečejo, da ta sistem sigurno deluje, bom vedno dobil kolo. Naš odgovor je, da seveda da, ne, in uporabljajo ta kolesa za službo in za popravki, ki dejansko ne rabijo kolesa za rekreacijo, ampak samo za te dnevne premike. To je, da tudi iz tega vidika je to učinkovito, da ljudje ne rabijo koles, rečemo, doma. Sneg, mraz, dež, veter, slab vreme, v glavnem meni ne more priti do živega. Noben vreme meni ne more staviti, da jaz ne bi mogel kolesariti. Ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Naj leti ali dežuje na vse strani, mene nič ne moti. No, če bi dejansko deževalo. Gospa, kaj pa žmigovc? Gospa žmigovc. Kot po udobni vožnji z vlakom nadaljevati čudovit dan s kolesom po Mariboru in se ogledati, kaj mariborska kolesarska mreža ponuja svojim kolesarjem v urbanem središču in okolici. Mariborska kolesarska mreža je društvo za spodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa. Koordiniramo zaenkrat še edini center mobilnosti v Sloveniji v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki je financiran s strani Eko sklada in Ministrstva za okolje in prostor. Smo naredili kolesarsko omrežje,
11 koridorjev, po katerih vemo, da vsaj tam je res varno, atraktivno, dobro kolesariti. Seveda pa to tudi služi za neko lažjo komunikacijo. Se pravi, nahajam se na tem pa tem koridorju oziroma na tem pa tem koridorju nekaj ni v redu in to treba popraviti. Maribor je mesto, ki bi rekel, da je primerno za vsakodnevno kolesarjenje, se pravi v službo, po različnih opravkih, v šolo in tako naprej. In ja, bi rekel, da v zadnjem obdobju je vedno več kolesarjev, ki se odloča, da tudi zjutraj po mrzlem, po temi se odpravi v službo s kolesom. Servus, ti lahko pomagam? Ne vem kam, malo sem zgubljen, rad bi šel malo po Mariboru pa okolici, pa ne vem kam, pa še neko mrežo iščem. Kolesarska mreža? To smo mi. Gremo proti Rušam. Gremo pa z vami. Akcija. Akcija! Če bi želeli Mariborčanom še bolj približati kolesarjenje, bi prvo bilo treba spremeniti nek mindset, da ljudje začnejo dojemati kolesarjenje kot nekaj dobrega za okolje, za svoje zdravje. Zagotovo pa je tudi treba veliko delati na sami kolesarski infrastrukturi. Dostikrat kolesarske steze kar nekje zgine, se potem spet pojavi. Se pravi, predvsem logično povezati kolesarsko infrastrukturo. Kako je lepo, no. Prav hudičev lepo je. Je lepo. Zelo lepo. Ale, pridi gremo do Vinka. Kam toliko pičiš? No, pridi. Kam toliko pičiš? Pridi. Niso dovoljeni. Kaj pa to? Ti treniraš? Treniram. Vsak dan uporabljam kolo. To mimogrede je električno, malo mi pomaga pri takšnih klancih in to je to. Se to je logično, seveda. Posebej v takih koncih, ki je veliko strmega ragazzo moj, je tukaj ta koprski del je precej hribovit, konfiguracija je kar je. In mislim, da s to obliko oziroma s to rešitvijo je kolesarjenje postalo marsikomu dosegljivo. Videl sem pa tudi, da spodaj, se pravi povezava med Koprom pa Izolo, da je kar naenkrat ratala zaprta za promet in je za kolesa... To se mi zdi ena pametna rešitev. S tem je povezljivost med Koprom in Izola postala dejansko kolesarsko, peškasta, rolerska promenada in to je gotovo dodana vrednost tega prostora. To je super. Načrtujete še kaj podobnega? Ja, na Koprskem se šušlja, da bo v kratkem nastopila izposojevalnica koles. Verjamem, da tudi kakšno izmed električno kolo. Vrhunsko, pa sva lažje pomerila. Do takrat pa ti štej do 10. Ajdi. Jaz prvi štartam. Ja. In greva, to je v bistvu revanša, se temu reče. 3-4 zdaj. Da vidimo. 1, 2, 3, 4. V bistvu je Slovenija res ena taka super kolesarska dežela. Kako vem? Ker sem prekolesaril skoraj celo. Nove kolesarske poti, ki jih dobivamo, so res mega. Ste že kolesarili iz Rogaške do Podčetrtka ali pa od Krškega do Senovega? Kaj pa iz Šoštanja do Velenja? Od Mislinje do Slovenj Gradca? Od Bohinjske Bistrice do jezera? Niste? No,
Pa to sedaj ni tako važno, ker sem prepričan, da sedaj, ko veste, boste.